Spoštovane gledalke in gledalci televizije Exodus, vsem skupaj en lep pozdrav v naši oddaji iz sklopa Duhovnost in umetnost. Tokrat bomo gostili izjemnega umetnika, kanadskega kiparja Timotija Šmalca, ki je dejansko ustvaril eno figuralno kompozicijo, ki se nahaja na trgu Svetega Petra, posvečena pa je beguncem, kajti 29. septembra je bil svetovni dan beguncev in migrantov. In ob tej priložnosti se je tudi njegova skulptura z naslovom, nekoliko nenavadnim, Angeli, ki se jih ne zavedamo, bila postavljena na trg Svetega Petra. Inavguriral pa jo je svečano mašo sam papež Frančišek. Dovolite mi, da pozdravim našega gosta nocojšnjega, gospoda Timotija Šmalca. Hello. Hello. So, Mr. Šmalc, Gospod Šmalc, rad bi vas pozdravil v imenu Exodus TV, ki je edina katoliška televizija v Sloveniji. Zelo smo počaščeni, da vas lahko gostimo v našem programu. Ponovno dobrodošli. Vi ste kanadski umetnik, kipar. Povejte mi, kje točno živite? Tukaj lahko vidimo vaš atelje, kje pa se nahaja? Da, jaz sem katoliški kipar. Tale atelje tukaj je v bližini Toronta v Kanadi. Toronto je mesto, kot veste, kamor prihajajo živeti ljudje z vsega sveta. Tudi moji predniki so prišli v Kanado iz Nemčije v 19. stoletju. V posesti imam več ateljejev. Tale tukaj je manjši, kjer ustvarjam osnutke za večje skulpture. Vi ste zelo znan katoliški umetnik. Videl sem vašo skulpturo Jezus brezdomec. Gre za človeško bitje, ki leži na klopi, čigar obraza pa ne moremo videti, saj je ves pokrit z oblačili. In ta brezdomni Jezus bi lahko bil kdorkoli, katerakoli oseba na svetu. To pomeni, da moramo videti Jezusa v vsaki osebi. Bodisi brezdomcu, beguncu ali migrantu. Menim, da je to bistvo tega kipa. Tako je, kip Jezusa brezdomca se nahaja v več mestih po vsem svetu. Gre za podobo Jezusa, ki nam kaže, kako bi on rad, da ga mi vidimo. Jezus si želi, da bi ga sprejeli kot brata. To je značilnost vseh mojih kipov, ki jih motivsko ustvarjam po navdihu iz Svetega pisma. V vidno obliko prevajam odlomek iz Svetega pisma tako verno, kot je le mogoče. Ta kip brezdomnega Jezusa, ki se nahaja v številnih krajih po vsem svetu, vključno z Vatikanom, nam omogoča, da beremo Sveto pismo z našimi očmi, tako da lahko v preblisku dobimo idejo o tem, kaj je dejansko katolištvo in krščanstvo nasploh. To je moč našega dela in to rad počnem s svojimi skulpturami. Postavim jih v središča mest, tako da lahko mimoidoči berejo Sveto pismo s svojimi očmi. Brezdomni Jezus je le eden od številnih kipov po vsem svetu. Kateri so še drugi vaši znani spomeniki?
Ja, obstajajo tudi drugi javni spomeniki, ki odražajo idejo katolištva in jo predstavljajo na poseben način. Če greste v Rim, boste tam videli mojega brezdomnega Jezusa, pa tudi v drugih krajih boste videli kipe, kot so bolni Jezus, goli Jezus in drugi. Vsi pa tematsko izvirajo iz Evangelija po Mateju, 25. poglavje. Tako sem porabil 5 let, da sem upodabljal kipe po Mateju 25, sedaj pa upodabljam ideje, ki so zelo pomembne za katoliško cerkev in jih prenašam naprej. Javni spomenik Angels Unaware, angeli, ki se jih ne zavedamo, ki so ga pravkar postavili v Washingtonu in kaže krila nekega angela, sedaj potuje po vsej Ameriki. Nekaj podobnega je kip na temo trgovanja z belim blagom, glede česar je katoliška cerkev zelo zaskrbljena. Zato skušam to prikazati v umetniškem delu. Umetnost je zelo močno izpovedno sredstvo, ki ga cerkev uporablja že skozi stoletja. To, kar sam počnem danes, v letu 2020, je enak način, kot so ga uporabljali Michelangelo ali Bernini ali Da Vinci, da bi promovirali oziroma reklamirali katolištvo po vsem svetu. Vaš najnovejši javni spomenik, ki se točneje nahaja na trgu svetega Petra v Vatikanu, je zares nekaj posebnega. Celo za vas. Se gre za ogromno figuralno kompozicijo, tako nepričakovano, dejal bi nenavadno. 140 oseb je vključenih v to kompozicijo, kjer gre za begunce oziroma migrante z vsega sveta. Vendar ne le sodobnih, marveč predstavljate tudi zgodovinske dogodke o beguncih in migrantih v preteklosti. Torej vsi stojijo na čolnu brez jader, brez motorja, brez česarkoli, kar bi jih poganjalo naprej. Dobil sem asociacijo na Noetovo barko zaradi oblike tega čolna. Tam stojijo, nekateri so žalostni, drugi so veseli v svojih pričakovanjih, vendar se dejansko ničesar ne dogaja. Toliko je posameznih detajlov, zelo zanimivih, o čemer bova govorila pozneje. Povejte mi, kako ste prišli na idejo, da ustvarite kompozicijo s 140 človeškimi figurami na tem relativno majhnem čolnu? 140 je posebna številka. Povejte nam nekaj o tem. Pri tem javnem spomeniku gre za moj življenjski projekt. Vatikan me je naprosil, naj ustvarim nov spomenik na tematiko migracij. To je bila zame izjemno velika čast, da sem lahko uporabil svoje kiparske spretnosti in jih uporabil za promocijo vatikanskega oddelka za migrante in begunce, ki ga vodita kardinal Mihael Černi in oče Fabio, neposredno pod papežem Frančiškom. Papež Frančišek je ustanovil popolnoma nov vatikanski urad za migrante in begunce. Zelo nov in zelo pomemben v današnjem času. Tako so me povabili, da bi ustvaril spomenik, ki bi prikazoval pojav migracij. Osnovna ideja, za katero so me prosili, naj jo predstavim, je nekaj specifično novega pri migracijah. Nekaj, kar je treba pokazati ljudem, da lahko dojamejo kot vidni znak. In to je, kakšen vpliv imajo begunci na našo duhovnost. Jaz torej ves čas citiram Sveto pismo. Tukaj v mojem ateljeju običajno zmeraj znova in znova berem Sveto pismo, tako da se je nekako posedlo v moj in v moje celotno bitje.
Tako sem pred kakšnim letom razmišljal o enem izmed najlepših odlomkov Svetega pisma. To je pismo Hebrejcev, poglavje 13, druga vrstica, neznanega avtorja. Gre za čudovit odlomek izpred 2000 let, ki je bil tukaj ves čas za nas, vendar še nikoli upodobljen kot kip. Rad torej jemljem navdih iz svetih spisov, Svetega pisma, in sem ga tokrat združil s pojavom migracij. Tako piše v pismu Hebrejcem: ne pozabite na gostoljubnost, ker so bili nekateri gostoljubni, so namreč pogostili angele, ne da bi se zavedali. Naša duhovna obveznost je, da sprejemamo tujce in hkrati pomeni, da je v tujcu nekaj poduhovljenega, nekaj čudovitega. Zato, da sem lahko predstavil ta odlomek, da sem lahko predstavil ta sveti spis, sem potreboval veliko skulpturo, potreboval sem nekaj velikega, da bi lahko ljudem prikazal ta odlomek z močno izpovedjo. In zato sem ustvaril ta čoln s številnimi begunci, migranti iz vsega sveta, iz vseh zgodovinskih obdobij. In na sredi imam angela, kjer pa lahko vidimo samo njegova krila, segajoča nad ljudi. Sporočilo tega je, da je v tujcu angel, da je angel v nas vseh. To je podobljeno na zelo, zelo subtilen način. Zanimivo in ironično je, da ko ljudje pogledajo spomenik, vidijo angela sredi med ljudmi. Kot v pismu nam prikazuje na zelo subtilen način, da moramo biti odprti in ljubeči do tujcev. Saj tujec ni naš sovražnik, ampak je prijatelj in je nekaj duhovnega. Zato gledam Kanado, gledam Ameriko, gledam po vsem svetu, kako se ljudje selijo iz enega kraja v drugi. To pač počnejo, premikajo se iz enega konca na drugi, skozi vso zgodovino. V Ameriki imamo rek, da smo vsi prišli iz drugih krajev, vsi smo se preseljevali. V Ameriki vemo, da smo vsi priseljenci. O tem sicer govorimo, vendar tega ne vidimo. Zato si želim, da bi ljudje tudi videli tisto, kar že vemo, da smo v Ameriki vsi priseljenci. In ko danes gledamo begunce, moramo pomisliti, aha, to sem jaz. In še to, da gre za nekaj duhovnega. To je naša duhovna dolžnost, da jim izkažemo dobrodošlico. To pomeni biti katolik, to pomeni izkazovati dobrodošlico. In prav to piše v Svetem pismu. Ta spomenik je pravzaprav pridigar enega izmed najlepših odlomkov v Svetem pismu. Moja dolžnost je prevajanje, tako kot je Luther prevedel Sveto pismo v nemščino ali Sveti Hieronim v latinščino, tako jaz prevajam Sveto pismo v nekaj, kar lahko vidite. To je zelo pomembno delo, ki ga opravljam, saj temu posvečam ves svoj čas, vse svoje življenje, tako da lahko ljudje vidijo, se dotaknejo in začutijo Sveto pismo in tudi začutijo našo katoliško vero. Da, tukaj gre za zelo pomembno poslanstvo, ki ga opravljate kot umetnik. Povejte mi nekaj več o tem kipu. Tukaj se nahaja 140 človeških likov. To število odgovarja 140 kipom v Vatikanu. Kje so pravzaprav te skulpture? Tako je. Ko sem prejel e-mail, da je v Vatikanu potekalo srečanje, na katerem so hoteli umestiti spomenik prav v samo središče trga Svetega Petra, sem dojel, da gre za res nekaj posebnega. Vse se zgodi zelo redko, pravzaprav nikoli, da bi umestili kakšen nov spomenik v samo središče katoliške cerkve. To je zares nekaj posebnega, da so postavili nov spomenik na trgu Svetega Petra po nekaj stoletjih.
Ničesar niso dodajali vse do sedaj. Zato sem se odločil, da bom upodobil točno 140 likov, oziroma prav toliko kipov, kolikor je svetnikov, ki obdajajo trg svetega Petra. Tako je še eno sporočilo v tem spomeniku. Tako kot so številni svetniki, ki obkrožajo cerkev, preživljali veliko težav, veliko mučeništev, tako so tudi današnji begunci podobni tem svetnikom po njihovem žrtvovanju in težavah, ki jih preživljajo. In hkrati je tudi v njih nekaj duhovnega, lepega. To je torej zelo pomembno sporočilo v tej povezavi. Moram povedati, da je tudi papež Frančišek izrazil pomembno sporočilo, ko je naročil popolnoma nov spomenik na trgu svetega Petra. Prav v času, ko ljudje prihajajo v Vatikan, v Rim, in tukaj nastane problem, ko ljudje hodijo po muzejih v Rimu in mislijo, da je tudi cerkev muzej. Nekaj zastarelega, da je imela svoj smisel pred kakšnimi 500 ali 600 leti. To je vizualno zelo napačno, saj cerkev še vedno raste in je živa in se razvija. Tako imamo novo umetnino sredi trga svetega Petra, ki nam prikazuje, da gre za nekaj, kar se razvija, da ne gre za muzej, ampak za živ prostor, kar je zelo pomembno. Spomenik vsebuje podobe ljudi z vsega sveta, Afričane, Čehe, Jude, muslimane, iz vseh obdobij zgodovinskih preseljevanj, kar je zelo pomembno. Trg svetega Petra je Bernini načrtoval tako, da romarje in tujce z vsega sveta, ki so namenjeni v baziliko, objameta dve velikanski roki. Ta spomenik pa je ladja, ki pluje v ta prostor. Zato gre za spomenik dobrodošlice. To je spomenik, ki pravi, da smo vsi sveti, da imamo vsi potencial postati angeli, da vsi potrebujemo dobrodošlico. Ko pridem v Rim, vidim ljudi z vsega sveta, kako vsak dan obiskujejo trg svetega Petra. Ta spomenik pomeni zanje vidno dobrodošlico. To pomeni umetniško dobrodošlico, kar je zelo pomembno, saj v obliki umetnine prikazuje tisto, kar se ponavadi izraža z besedami ali idejami. Zato je čudovito, da je ta spomenik prav tam. Čudovito je, da obstaja ta opomnik zunaj, v svetu, da poseduje vsak med nami nekaj angelskega in da je naša duhovna naloga, da to tudi sprejmemo. Ko sem ustvarjal ta spomenik, sem upodobil Škota ob muslimanu, Juda ob Afričanu, z ramo ob rami. Z kateregakoli konca pogledate to skulpturo, vidite zgodovino, kolikšne množice ljudi so se selile v različnih zgodovinskih obdobjih. Danes, da, pred 100 leti, da, in to sem prikazal in počastil, kar je zelo pomembno. Zelo je zanimivo, da ste na prvo mesto čolna umestili judovskega rabija z dvema kovčkoma, ki beži iz nacistične Nemčije. Na zadnjem delu čolna pa lahko vidimo kovček, domnevam, da z vatikanskim grbom, če se seveda ne motim. Zakaj ste ustvarili takšen kontrast, da ste na začetek čolna postavili prav rabija in na konec ta kovček? Razporeditev likov na spomeniku je bila zame velika uganka, saj sem hotel osmisliti položaj vsake osebe in njihove izraze na obrazu.
Tako sem ustvaril nekaj, kar bi lahko označil kot tapiserijo vseh različnih kultur, vseh različnih zgodb, vseh različnih ver, součinkujočih na tem spomeniku. Veliko sem delal tudi na izrazu obrazov, na različnih čustvih, ki so jih doživljali, kot so upanje, sreča, žalost zaradi zapuščanja njihovih domov, zaradi izgube družinskih članov, ampak tisto, kar je najpomembnejše, tudi upanje za novo prihodnost. Na začetku spomenika je ženska, noseča Poljakinja, ki predstavlja simbol upanja za prihodnost. Na koncu spomenika pa je kos prtljage, ki ga nihče ne drži v rokah. To ni vatikanski grb, ampak družinski grb pokroviteljev tega spomenika. Oni so takšni kot meceni v renesansi. Rad bi se zahvalil tem pokroviteljem, saj so omogočili realizacijo in postavitev spomenika. So pa dejansko italijanski migranti v Kanadi, to je družina Bradi. Prišli so v Kanado, popolnoma brez vsega, sedaj pa so kot multimilionarji in veliki poslovneži prispevali k razvoju Kanade in Toronta. Oni so ljudje, ki so ustvarili takšen Toronto, kot je danes, s trdim delom, energijo in inteligenco. Oni so simbol pozitivnega vpliva beguncev in imigrantov. Kako so prišli v nov kraj in seboj prinesli svojo kri, svoj pot in mišice. Zanimivo je, da ko so prišli v Kanado, so prenehali govoriti italijansko, ker so dejali, da so sedaj v Kanadi in hočejo govoriti angleško. Prinesli so ne samo ljubezen do nove domovine, ampak tudi svojo inteligenco in energijo. To je čarobno. Če pogledate Kanado in kako je zgrajena, zgradili so jo novi ljudje, ki so prišli tja. Sprva jih je tamkajšnja družba zavrnila. Ko so Italijani prvič prišli v Kanado, jih ljudje niso marali. Veliko prebivalcev je mislilo, da je to narobe, saj zadoščajo Angleži in Francozi. Vendar so le prišli in postali del naše kulture in ustvarili boljše okolje. Zato je tam njihov simbol kot opomnik in zgodba o upanju. Ko sprejmete nove ljudi, bodo ustvarili boljše okolje. Če pogledate spomenik, vidite, da so vsi skupaj in se drug drugega dotikajo z rameni. Obstaja zavest enotnosti. Mislim, da je z ozirom na migracije in begunce nanje najbolje gledati iz stališča Svetega pisma in naše vere, našega krščanstva. Treba je na to gledati z teh vidikov. Jaz verjamem, da smo nad političnimi idejami, nad ekonomskimi interesi. Najprej smo kristjani. In tako je treba sprejeti tudi pojav beguncev in migrantov. Treba jih je doživeti z duhovnega stališča. Pogosto razmišljam o beguncih in dobivam močne ideje. Se že tako dolgo premišljujem o tem. In menim, da jih bodisi sprejmemo in jim izrečemo dobrodošlico, kot pravi svetopismo, ali pa jih ubijemo, enostavno ubijemo. Sliši se sicer noro, ampak je v bistvu resnično. To je ali, ničesar ni vmes. Ali jih sprejmemo in vzljubimo, ali pa jih ubijemo. To je to. Vse drugo je samo pretvarjanje. Kajti v resnici je to to. Jaz prihajam iz Kanade. Med drugo svetovno vojno je v naše pristanišče vplula ladja z Judi, 100 Judov. Bila je klasični parnik. Naša vlada je dejala, da ne marajo Judov in naj gredo proč. Veste, kaj se jim je zgodilo? Ubili so jih. In to je resničnost te situacije. To, kar počne papež Frančišek, je promocija beguncev. Ideja je ta, da jih enostavno mora promovirati, saj je njihova alternativa le smrt. Ideja je ta, da gre za našega papeža. O čem pa naj bi papež govoril? O ekonomiji, o vrednosti človeškega življenja, koliko bodo prispevali k ekonomiji. To ni papež.
Dajte cesarju, kar je cesarjevega, dajte Bogu, kar je Božjega. Frančišek je popoln papež. Njegova ideja je, da vsako človeško življenje nekaj pomeni. Da ima v sebi nekaj duhovnega. Takšni naj bi bili tudi mi, četudi je še tako težko. Edini način, kako naj razumemo to idejo kot katoličani, je ljubezen. In to predstavlja ta spomenik. Vem, da je begunce zelo težko sprejeti zaradi ekonomije in vsega, ampak mislim, da se moramo vprašati, ali smo najprej kristjani ali ekonomisti, ali smo najprej poslovneži ali kristjani. Če smo na prvem mestu poslovneži, bomo te ljudi pač pobili. Ampak ne, mi smo na prvem mestu kristjani in ljubimo ter sprejemamo soljudi. To je trda stvarnost. Če pogledate papeža Frančiška, on vidi, prav tako tudi veliko odgovornih v Vatikanu, kaj se zgodi, če se obrnemo proč od teh ljudi in nas ne skrbijo, ne pomagamo jim in jih ne sprejemamo. In veste, kaj se zgodi tem ljudem, če jih ne sprejmemo? Umrejo, ubijajo jih. Trenutno ustvarjam kiparsko delo na temo trgovanja z ljudmi. Ne vem, če ste seznanjeni s trgovanjem z ljudmi. Gre za eno najbolj odurnih hudobi dandanes. Ljudje so tako obupani, da gredo v kontejnerje. Trgovci pa zbirajo te kontejnerje in prodajajo ljudi v njih. Če pa ne morejo prodati teh ljudi v kontejnerjih, jih vse pobijajo. Otroci in ženske. To je stvarnost, če ne sprejmemo naše vere. Takšen svet bo postal pekel, ko so ljudje vredni manj kot govedo. Če bomo ohranili idejo, da je vsako življenje sveto, bomo zagledali sredi te množice ljudi angela, ki je simbol naše duhovne odgovornosti, da jih sprejmemo oziroma zaželimo dobrodošlico. Potem smo kristjani in lahko izhajamo od tod. Podobno kot pokrovitelji tega spomenika, družina Brady, prišli so sem v Kanado popolnoma brez vsega in pomagali zgraditi našo deželo nekaj čudovitega. Ne boste verjeli, kaj vse počno, da bi pomagali drugim. In to je lepota sprejetja, brez strahu. Da, to je zares pomembno sporočilo, ki ste ga ustvarili tako rekoč sredi krščanstva. Zanimivo je tudi, da ni nobenega vidnega znaka ali krščanskega simbola na čolnu. No, veste, ampak so navzoči. Na primer, hrvaški križ, ki ga nosi hrvaški imigrant. Francoski protestant ima poseben tip križa, ampak imate prav, simboli niso zares veliki. Ni velikega križa, ni nečesa zelo velikega, ampak ker je tam 140 različnih likov, če jih boste pogledali od blizu, boste našli Marijo, Jožefa in Jezuščka. Če si boste kip dobro gledali, jih boste videli. Ampak nisem si želel, da bi nekaj tako glasno oznanjalo krščanstvo. Nisem hotel velikega križa, nisem hotel velikega Jezusa takole. Zato, ker je sporočilo diskretno. Zelo diskretno. Je zelo, zelo diskretno. Ko se sprehodite okrog spomenika, angel ni prva stvar, ki jo zagledate. Ampak v tem je moč sporočila, moč v diskretnosti. Če bi ustvaril manjšo skulpturo, ne bi bil tako molčeč, verjemite mi. To je ironija. Ko bi umestil angela, Afričana, Juda in muslimana, bi bilo preveč očitno, preveč zlagano v določenem smislu. Ker sem hotel ustvariti nekaj pristnega in verjetnega, se mora umestiti teh 140 likov na čoln. Na ta način je sporočilo prikazano bolj pristno. Ideja spomenikov danes je, da so jih ljudje že navajeni. Zato se je treba zelo potruditi, da bi jih ljudje videli.
Treba je biti diskreten, da bi razumeli sporočilo. Zato menim, da je velika razlika med ustvarjanjem krščanskega spomenika danes in tistim pred 100 ali 200 leti. Če želite ustvariti kip danes na temo krščanstva oziroma katolištva, se morate zelo potruditi. Drugače ga ljudje ne bodo razumeli, bil bi neviden. In to je zanimivo pri krščanstvu, da je v zahodni kulturi in po vsem svetu tako neznansko veliko, da smo praktično pozabili na njegovo osnovno idejo krščanstva. Križ vidimo tolikokrat, da ga sploh več ne opazimo, niti ko ga pogledamo. Zato je zamisel umetnine takšna, da jo ljudje lahko vidijo že prvič in da vidijo idejo iz Svetega pisma. Kolikokrat so že ustvarili Jezusov kip v teh 2000 letih? Jezus je morda najbolj upodabljan lik vseh časov. Jaz kot sodobni kipar vem, da ljudje ne vidijo Jezusa v umetninah, kar mimo gredo, češ nič novega. Ko pa zagledajo kip brezdomnega Jezusa, ga dejansko vidijo. Vidijo Jezusa ponovno. In to je ideja sodobne krščanske umetnine. Skoraj tako je, kot bi imeli isti govor ali pridigo vsak konec tedna. Zmeraj isto pridigo, isti govor. Duhovnik bi 200 let govoril zmeraj iste stvari. Ljudje bi se odvrnili. Na govor, duhovnik, ki vsako nedeljo uporabi nov način pridiganja. Zakaj? Zato, ker to potrebujemo. Neprestano potrebujemo nekaj novega, zato da lahko ljudje to vidijo in občutijo. Zato, ker to potrebujemo, neprestano potrebujemo nekaj novega, zato da lahko ljudje to vidijo in občutijo. Imamo svetopismo, imamo cerkve. Zakaj torej ne preberemo svetopismo samo enkrat? Zakaj ne gremo v cerkev samo enkrat in potem rečemo, v redu, dojel sem sporočilo in odidemo? Zato, ker to potrebujemo, verjamem, da zaradi naše hudobne človeške narave. Tako kot je dejal sveti Frančišek, mi smo neumni osli. Tako smo zabiti, da nas je treba neprestano opominjati in dvigovati. Spomniti, da nismo živali, ampak duhovna bitja, ker bi drugače potonili. Enako je z umetninami. Ljudje vidijo nove umetnine, dejansko jih ponovno vidijo, niso nevidne in to jih opomni, da so duhovna bitja, da so njihovi bratje in sestre tudi duhovna bitja. V naši družbi se razmišlja o ljudeh kot o bankomatih ali številkah ali o ovirah, ki so na poti. Krščanstvo pa nas uči, da moramo videti angele in duhovnost v vseh nas, v naših bratih in tujcih in beguncih. Moramo se neprestano potrjevati in biti opominjani, ker smo v osnovi neumni. Najlepša hvala za to pojasnilo. Naj vam postavim še zadnje vprašanje. Videl sem vas delati na glinasti skulpturi. Torej je bil prvoten spomenik ustvarjen z modeliranjem v glini, šele nato pa so ga odlili v bron. Tako je. Postopek vlivanja glinastega kipa v bron se ni kaj dosti spremenil že več kot 2000 let. Zamisel je takšna, tukaj je polno glinastih kipov, da ko je kip izdelan, se ga vlije v bron, ki je najbolj obstojen material na svetu. Ko hodim po Rimu, vidim vse te marmorne kipe, ki se zdijo, kot bi se raztapljali kot sladoled. Marmor skozi čas razpada, bron pa traja na tisoče let. Na primer, kip svobode v New Yorku je najbolj znan spomenik na svetu, ker simbolizira svobodo v Ameriki. Zanj so naredili študijo, da se lahko ohrani še nadaljnjih 1000 let. To je čudovito. Bron kipa svobode je debel samo 3 mm, pa bo ostal ohranjen še za nadaljnjih 1000 let.
Zato sem dal svoje angele, ki se jih ne zavedamo, svojega brezdomnega Jezusa odliti v bron. Vem, da bodo trajali zelo, zelo dolgo časa. In čudovita stvar pri tem je, da imate krščanstvo in katolištvo, za kateri verjamem, da sta večni resnici, potem pa imate sporočilo v obliki umetnine, kipa, ki razglaša v bronu to sporočilo v tako rekoč večnem materialu. Imate večno resnico in večni material in jo sestavite, kar je čudovito. Večina mojih kipov je odlitih v bron. Postopek pa je skrajno zahteven, vendar je vreden izvedbe. Moj kip angelov, ki se jih ne zavedamo, na trgu svetega Petra, sem ustvarjal vse leto. Najprej sem ga modeliral v glini, vsak dan sem obstajal ob 4 zjutraj in delal na njem, in kot da bi bil papež Frančišek ves čas ob meni. Večkrat sem razmišljal, da bi skupaj postavil muslimana in juda, drugega ob drugem, in si mislil, se to je noro, to je preveč. Vendar papež ne bi hotel, da skrivam juda nekje zadaj, ampak bi ga hotel spredaj, četudi je krščanski spomenik. Ne, postavi juda spredaj, postavi muslimana spredaj. Tako bi papež Frančišek hotel. Zato je bil v določenem smislu moj mentor skozi ves kiparski projekt. Saj sem si predstavljal, da sem v papeževih rokah in uprizarjam njegovo sporočilo na najboljši možni način, kar sem tudi storil. Ustvaril sem ta spomenik, kakor sem najbolje znal. Trajalo je kakšno leto, da sem ustvaril celoto v glini. In sem na koncu dejal, tako, ne morem več naprej. Ogledal sem si ga z različnih perspektiv in si dejal, fizično ne morem več dalje. V svojem umu nisem več videl ničesar drugega. V tem trenutku sem pomislil, da je dovršen. Se ne morem ničesar več spremeniti na njemu. Ničesar več ne morem storiti, duhovno sem zaključil delo. Ustvaril sem gumijasti kalup, naj vam pokažem. Potem, ko je kip narejen v glini, sem nanj nanesel gumo, čez katero so naredili kalup in ga napolnili z bronom. Vlili so tekoči bron in vse skupaj sestavili. Gre za dolgotrajen postopek, vendar je rezultat veličasten. Iskrena hvala za tale pogovor, zares smo počaščeni, da smo vas gostili na naši televiziji. Hvala za vaše besede in misli. Spoštovane gledalke in gledalci televizije Exodus, zahvaljujem se vam za vašo pozornost pri tem zares zanimivem pogovoru z kanadskim kiparjem Timotijem Šmalcem in upam, da je bilo tudi vam zelo zanimivo. Res splača se pogledati ta kip, če ne v originalu, pa vsaj na medmrežju, kjer je veliko možnosti, da si ga tudi sami ogledate. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje pri naslednji oddaji iz naše serije Duhovnost in umetnost.